vesel, da ste se v tako velikem številu zbrali. No, predlagamo zakon o spremembi zakona o varnosti v cestnem prometu. V Slovenski ljudski stranki smo ga včeraj, 24. marca, vložili. S tem zakonom, s katerim bistveno zvišujemo kazen za vožnjo v napačno smer po avtocesti, obenem predlagamo, da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava po skrajšanem postopku in tako omogoči njegovo čim prejšnjo uveljavitev. Zakaj smo vložili predlog zakona? Torej, zakaj želimo zvišanje kazni za vožnjo v napačno smer na avtocestah? Zato, ker je iz statističnih podatkov Generalne policijske uprave jasno razvidno, da se je v zadnjih letih močno povečalo število kršitev zapovedane smeri vožnje po avtocesti. Od leta 2005, ko je bilo število kršitev 597, prometnih nesreč pa 206, se je do leta 2009 število kršitev dvignilo na 2149 in prometnih nesreč na 260. Od tega so v samo eni prometni nesreči umrli 3 mladi ljudje oktobra 2009, če se spomnimo tam pri Arji vasi. Spremembo želimo tudi zato, ker smo bili v zadnjem letu priča hudim prometnim nesrečam, katerih vzrok je bila napačna smer vožnje po avtocesti in za katere se je pozneje izkazalo, da so nekatere od njih celo nalašč povzročili objestni vozniki. Tudi zato, ker je očitno trenutna kazen 300 evrov globe in dodelitev 5 kazenskih točk premajhna in neučinkovita. Tudi zato, ker je vožnja v nasprotno smer po avtocesti zagotovo ena izmed najverjetnejših kršitev cestno-prometnih predpisov, ki z gotovostjo povzroči neposredno smrtno nevarnost za ostale udeležence v prometu. In tudi zato, ker je zaradi takšne stopnje ogrozitve udeležencev v cestnem prometu, poleg drastičnega zvišanja globe, nujen tudi izrek takšnega števila kazenskih točk, ki brezpogojno pomeni odvzem vozniškega dovoljenja vozniku, ki vozi v napačno smer, ne glede na razlog. In tudi zato, ker vladni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v cestnem prometu, ki je trenutno v proceduri, omenjene problematike sploh ne ureja, sprejem zakona, ki naj bi jo urejal, pa se predvideva šele konec leta 2010, kar je odločno prepozno. Sprašujemo se lahko, koliko tragičnih nesreč s smrtnim izidom se še lahko zgodi do takrat in tako naprej. In konec koncev, zakaj bi čakali, če lahko ukrepamo sedaj, takoj? In kakšne spremembe predlagamo? Še enkrat ponovim, predlog zakona za vožnjo v nasprotno smer po cesti, ki ima 2 ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v eno smer, predvideva povišanje globe iz 300 evrov na 1200 ter izrek 18 kazenskih točk, kar v praksi pomeni odvzem vozniškega dovoljenja. Za primerjavo, morda v Nemčiji je predvidena globa 200 evrov, 4 kazenske točke ter vsaj en mesec prepovedi vožnje. Ampak v drugih državah, recimo v Avstriji, pa je kazen 2180 evrov, takojšnji odvzem vozniškega dovoljenja in od 1 do 3 leta zaporne kazni. V Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da to ni edina rešitev, ki bi lahko dokončno in popolnoma preprečila vožnjo v napačno smer po avtocesti, a je zagotovo dober začetek. Dokler bo kazen tako smešno nizka in dokler bo taka kršitev prinašala tudi izgube vozniškega dovoljenja, se bodo taki dogodki ponavljali in povzročali tragične prometne nesreče. Tega pa si zagotovo nihče od nas ne želi. S tem predlogom želimo tudi vzpodbuditi strokovnjake, da razmislijo
kaj bi bilo potrebno še narediti na samih cestah za preprečevanje možnosti vožnje v napačno smer. Najlepša hvala, gospod Ribič, za to predstavitev. Morda še kakšno vprašanje? Mislim, da je precej obširno pokrita ta sprememba naše podlage. Mogoče samo to, kako hitro pa je lahko spremenjen sprejet ta zakon, ki ste ga predlagali. Jaz bi bil vesel, če bi se te naše pobude, ta naša pobuda za to spremembo umestila v zakon, ki ga pripravlja vlada, in če bi z tem sporedno bi lahko to bilo kaj malo. Če rečeva, je to mesecev? Ja, jaz računam, da bi tam, ne vem, do konca meseca maja bi lahko bilo že, če je vmes aprilska in še majska seja, tudi zaključeno. Pa imate za to podporo tudi v drugih poslanskih skupinah? Glede na tematiko, ki jo izpostavljamo, v tem trenutku nismo niti iskali, bi rekel, podpore drugih poslanskih skupin, saj se nam zdi samo po sebi umevno, da bodo to zadevo podprli, saj v končni fazi ni, bi rekel, ne prinaša finančnih posledic in tako naprej, ampak pripomore le k varnosti v cestnem prometu.